da danes gostimo prav posebne goste in sicer ogromno petošolcev iz osnovne šole Antona Aškerca. Namreč, ob letošnjem Cankarjevem letu so se petošolci osnovne šole Antona Aškerca Velenje lotili projekta Cankar in petošolci. Posvetili so se njegovim črticam in jih prečesali po dolgem in počes. Pri tem so neznansko uživali, kot pravijo, in spoznavali življenje v čisto drugačni luči. Pripravili so nekaj priredb črtic, pehar suhih hrušk, desetico, materi za taju in skoraj najbolj znano skodelico kave, ki jih bodo danes predstavili na prireditvi. Tudi knjižnica je letos kar nekaj prireditvami počastila 100-letnico smrti našega največjega pisatelja Ivana Cankarja in ob tem vas tudi vabim na ogled razstave na otroškem oddelku vrtca Velenje z naslovom Pehar suhih hrušk in pa tudi razstave del Ivana Cankarja iz naše domoznanske zbirke ter 3 njegovih portretov. Zdaj pa vas vabim otroci na oder. Izvolite. Letos smo se petošolci lotili projekta Cankar in petošolci. Kdo bi rekel, da smo premladi za Cankarja? Mogoče za hlapca Jerneja in njegovo pravico, kralja na Betajnovi, za narodov blagor, belo krizantemo in druge. Zljubili pa smo njegove črtice, ki so nam zrasle pod kožo in so postale del nas. Za začetek se spodobi, da vam predstavimo nekaj osnovnih podatkov oziroma zanimivosti o našem največjem pisatelju. Kot vidite, se je rodil 10.5.1876, umrl pa je 11.12.1918. Ivan Cankar je bil 8. od 12 otrok. Njegova mati je bila gospodinja, oče pa krojač. Ko je bil star 3 leta, jim je pogorela hiša. Takrat so se Ivan in njegova sestra Lina igrala na Sveti Trojici. Mati je iz pogorele hiše rešila le uro. Od takrat so se 9-krat selili po vrhniki. Spali so v hlevih in sobicah. Oče ni zmogel zdržati pritiska in gledati lastnih otrok ter žalostne žene in je zapustil družino. Od takrat je oče ustanovil prvo čitalnico na vrhniki. Ivan v šolo ni hodil rad, čeprav je bil bister otrok. Raje se je igral v 11. šoli. 11. šola je bila šola pod bregom pri Ljubljanici. Veliko vragolij so počeli v 11. šoli in veliko življenjskih naukov so se naučili. Nekoč je plaval predaleč od brega in ga je vrtinec skoraj potegnil v Ljubljanico. Rešil ga je pogumni Vrhničan, da ni utonil. Veliko časa so preživeli pred Sveto Trojico in se igrali z otroki. Nekoč so tam tudi recitirali. Tam so ga opazili mestni veljaki in obljubili materi podporo pri šolanju v Ljubljani. V Ljubljani se je s težavo prebijal skozi dneve. Večkrat je bil lačen kot sit. Stanoval je še s 3 tovariši, ki so imeli več denarja in so zviška gledali nanj. Bil je osamljen, brez denarja, lačen, velikokrat je pomislil na samomor. Začel je pisati pesmi. Mati mu je kdaj poslala desetico, da si je lahko kaj privoščil. Nekoč ga je tudi obiskala in mu v culi prinesla novo srajco, zokne in seveda desetico. Čakala ga je pred šolo, on pa jo je zatajil pred tovariši. Celo življenje mu je to ležalo na duši. Po Ljubljani se je odpravil študirati na Dunaj, arhitekturo, a študija ni nikoli končal. Veliko časa je preživel v čitalnicah in knjižnicah in se sam izobraževal. Pri neki družini je imel drug najeto sobico, v kateri je cele dneve in noči pisal črtice in nato še knjige. Imel je obdobja, ko je samo pisal. Imel tudi obdobja, ko ni spravil niti besede na list papirja. Družina, pri kateri je bival, je imela bolno deklico, ki so na koncu odpeljali v sanatorij, današnjo bolnišnico. Cankar je stal v strani vse do njene smrti. Po tem dogodku nastala knjiga Hiše Marije Pomočnice. Ves čas se je vračal v Ljubljano in postal politično dejaven.
Boril se za pravice delavcev. Večkrat je bil tudi zaprt. Med enim od njegovih priporov mu je umrl oče, a ga niso spustili na pogreb. Njegov bratranec Izidor Cankar se je ponudil počakati v zaporu namesto Ivana, a mu niso ugodili. Vse njegove knjige so nastale na osnovi neslišnih zgodb, ki jih je Ivan slišal pripovedovati drugih ljudi. Tista, ki jo je pritegnila, jo je zapisal. Zgodilo se je, da mu škof zaplenil in dal žgati njegovo pesniško zbirko erotika, ker je menil, da je preveč pošuštljiva za takratni čas, a Cankar je skril nekaj izvodov na varno. V Ljubljani je prijateljeval s 3 znanimi slovenskimi pisatelji, Josipom Murnom, Dragotinom Ketejem in Otom Štepančičem. Več so ga podpirali in ostali ob strani. Ko mu je umrla mati, je bil brez denarja, tako da je moral prodati svojo pesniško zbirko Erotika. Zadnja leta je živel na Rožniku v Ljubljani in tam v miru ustvarjal. Nazadnje se je preselil na Bled in tam v jeseniški bolnici umrl. Priredili so veličasten pogreb. Ko so se nekoč na Vrhniki pogovarjali, da bodo Cankarju postavili spomenik, je Cankar rekel, da mu ga postavijo, samo da želi, da sedi. In res, Cankar na Vrhniki sedi. V sklopu našega projekta smo obiskali Cankarjevo Vrhniko, kjer smo izvedeli in doživeli marsikaj zanimivega. Kaj je bilo komu izmed nas najbolj všeč, si lahko preberete v priložnostnem glasilu Cankarji petošolci. V glasilu so tudi naša pisma, ki smo jih napisali gospodu Cankarju, naše misli povezane s prebranimi črticami, naša likovna dela. Sedaj vas želimo popeljati skozi nekaj Cankarjevih črtic. Seveda bodo to priredbe njegovih del. Prepričani smo, da vas bodo popeljale nazaj v otroštvo in vašo mladost. Prisluhnimo prvi. Pehar suhih hrušk. Mati je imela vrhan pehar suhih hrušk, ali tisti pehar, posoda vseh sladkosti, je bil zaklenjen v ogromni omari. Če se spomnim na njo, se mi zdi večja od marsikatere srednje visoke hiše. Sama sva bila v izbi, sestrolino. Pogledala me je zamišljenim pogledom in je rekla: Ko bi zdajle imela tisti pehar? Ko bi ga. Zakaj bi ga pa ne imela? Saj je omara zaklenjena, mati ima pa ključ. Saj bi ga lahko imela tudi brez ključa. Ivana je čudno spreletelo, kakor strah pred grehom. Hkrat pa ga je ščegetalo sladko ob mislih na vrhan pehar. Skočil je s peči ter šel preiskovat omaro. Stala je počez v kotu in ni bila tesno prislonjena ob zid, tako da bi človek, če bi se napravil majhnega, zlezel za njo. S težavo ali zlezel bi. Ivan je bil droban, da je komaj razločil svojo senco. Sestra Lina je ostala na peči, gledala sklonjeno glavo, stisnjenimi ustnicami, roke pa je imela oprte ob kolena. Zdaj si zad, napravi se majhnega in se splazi s hrbtoma. Tako temno je tukaj. Potrpi malo, da jih spregledaš. A še preden se mu oko privadilo. Beži! Ivan je stal mrzno trepetajoč sredi izbe. Nekdo je hodil s težkimi koraki po veži, zadnje zakašljal ter šel. Zdaj pa brž naredi, kar misliš, da je že vseeno. Zdaj si zad, tam na oni strani je en žebel od njihov. Potegni ga ven, pa odšlani desko. Lina, že tipam pehar, tudi hruške. Imam že prvo pest v žepu, še eno dam za oba. Tako, še desko preslonim in pridem ven. Ko je Ivan prišel iz omare, se sestra Lina legla v travo in jedla. A nista se spogledala, tudi smejala se nista. Tako sta se gostila dan za dnem, od večer, ko so drugi hodili po mesarjevih kladah, mati je bila pri sosedi, oče pa v krčmi.
Občutek grehe sta že skoraj izgubila. Tudi smejala sta se že in govorila o njunem najbrzanem skritem početju. Kako so dobre. Nekoč, v nedeljo, po veliki maši, je mati odklenila omaro in se čudoma začudila. Sama ne vem, kaj bi to bilo. Saj je bil vrhan pehar, da so dal tečale. Zdaj je pa že kar do roba vsahnil. Miši jih pač ne jedo, saj ni nobena obrodana. Mati je držala pehar z obema rokama ter se ozirala po otrokih. Vsi so strmeli z velikimi očmi in odprtimi usti. Lina je gledala v tla in podrsavala z nogo. Ivanu je pa šel mraz od lic do nog in spet nazaj. Počasi in težko. Zdelo se mu je, da se izba maje in da je mati zelo velika. Kdo je to storil? Povej sam. Otroci so molčali. Vse je bilo strah. Ne strah grožnje, palice še manj, temveč nečesa neizrekljivega, daljnega, silnega. Ta je bil! Mati je postavila pehar na mizo. Sva je čisto prebledela. Kdo je to storil? Janez! Kako da si to naredil? Še to povej. Ivanu so se noge tako močno tresle, da ni mogel vstati, a zaslišal je svoj glas. Zlezel sem zad, potegnil žebel ven, oslonil desko in otipal pehar. Že od torka, vselej po večeri. Takrat se je zgodilo nekaj, kar je Ivanu v spominu še dolgo preganjalo z neznano grozo. Mati ga ni udarila, tudi ni rekla žal besede. Sedla je na klop, skrila je obraz v dlani ter je zajokala, da so tekle solze iz belih prstov. Sedaj pa prisluhnimo zvokom, ki jih bo zaigrala Kaja Mlinar Marin na njeno flavto. Na klavirju jo bo spremljala gospa Sanja Mlinar Marin.
priredba črtice desetica. Se spomnite njegovih besed? Včasih leže človeku mrko in težko na dušo. Tiha, nerazločna groza, ki mu vzame vso moč, vso radost, vse zaupanje. Čemu še živeti? Ja, to je iz desetice. Bilo mu je 12 ali 13 let. Hodil je v 3. razred realke v Ljubljani. Zbudil se je neko deževno jutro. Izba, v kateri je bival, je bila sicer velika, a se mu je zdela majhna, zatohla, natlačena. Vse je imela neke čudne, popačene, sovražne oblike. Dajalo je vtis velike revščine. Bival je še s 3 tovariši, ki so ga gledali po strani, pa ni vedel zakaj. Takrat so se mu povrnili spomini po izhodju in ko so ga oblačili še v dolgo, neokretno krilo. Povrnili so se mu večeri, ko je zaspal z objokanimi očmi. Povrnila so se mu jutra, ko se je vzdramil, a ni odpiral oči, da ne bi videl dneva, da ga nikoli več ne bi videl. Takrat je prihromela gospodinja in ostale zbudila in jih poklicala k zajtrku, kajti ostali so imeli zajtrk, Ivan pa ne. Domačim je pravil, da mu ga dajejo. Čudno se mu je storilo, ko je gledal tiste velike, polne lonce, iz katerih se je sladko in toplo kadilo. Poleg je bil kos belega kruha, z rumeno skorjo, lepo zapečeno, da bi kar hrustalo med zobmi. Spraševal se je, kam bi šel. Doma ni mogel ostati, šole ga je bilo strah. Učenje mu ni delalo težav, strah ga je bilo učitelja. S knjigami pod roko je stopil na ulico. Deževalo je. Ves premočen in premražen je hodil po ulicah in opazoval mrke ljudi, ki so hitele mimo. Vsi so gledali v tla. Prišel je do visokega gospodskega šolskega poslopja. Pred njim je stal kot berač. Okna so ga gledala mrko in strogo kot učitelji. S težkimi nogami je stopil v poslopje. Notri je bilo toplo in dišalo je tuje, neprijetno. Stopil je do razreda in mukoma zdržal do odmora za malico, ko ni vedel nekod, nekam. Najraje bi umrl. Takrat pa je prišel tovariš in rekel, da ima pismo zanj. Kot starec je šel s težkimi, trudnimi koraki k vratarju Pon. Ko je pismo dobil, so se mu roke tresle in skril se je, da tega svetega pisma ne bo videlo nevredno oko. Prepoznal je materino pisavo, njene velike okorne črke. Pismo je odpiral počasi. Ko je pismo razgrnil, je zaklenkalo na tleh. Sklonil se je in pobral. Desetica je bila, tista tenka, ogoljena, srebrna desetica. Ko je vzel v roke, ga je obšlo kakor Božja milost. Vse je strepetalo, vzdignilo ga je kvišku, kakor plamen ljubezni. Videl je tisto ljubo, velo, trepetajočo roko, ki je držala med prsti poslednjo desetico, ter jo naposel spustila v pismo. Zakaj desetica je bila poslednja, to je vedel, kako da bi bilo na njej sami napisano. Potem se je skril v kot, da ga nihče ni videl. Iz srca, iz prsi, iz vsega telesa mu je planil jok. Ves se je tresel, a ko se je vračal proti razredu, je bilo v njem svetlo, svetlo. Iz daljave je mati videla njegovo bolest in se smehljala zelo nanj, kakor se ozre samo ljubo sonce.
Prisluhnimo še Veroniki Vidi Brunček in čarobnim zvokom njene flavte. Na klavirju jo bo spremljala gospa Sanja Mlinar Marin. Prisluhnimo priredbi črtice Zatajil je mater. Mati je prišla prezgodaj pred šolo, prišla je oddaleč, iz vasi, 4 ure hoda tu. Njeni moški škornji so jo segali do kolen, so bili platni, tudi široko, zeleno krilo z rožami je bilo škropljeno. V rokah je držala še dežnik, ter culo s srajcami in par novih škornjev za Jožeta. V drugi roki je držala robec in v vozlu je bila desetica, ki jo prinesla Jožetu. Mati je bila utrujena in lačna. Zjutraj si ni kupila nič, da je tista desetica ostala cela. Noge so jo bolele in kašljale je. Hodila je gor in dol počasi po trgu in gledala bleščeča okna, da se je izgledala kakor, da bi bila pozlačena. Šolski zvonec je zvonil. Iz velikih fracev sulo polno študentov, od velikih do malih. V gruči je prišel tudi Jože. Zagledal je mater. Tovariši so ga vprašali, ali ni to njegova mati. Odgovoril je, to ni moja mati. Sram ga je bilo njenega krila, njenih škornjev, jope, rute, dežnika, cule. V culi so bile njegove nove srajce, ki jih je šivala mati po noči in so njene solze kapljale na nje. Skril se je v gručo in šel mimo. Mati je stala in gledala skrbnimi očmi. Mati se je že hotela odpraviti proti Jožetovemu stanovanju, ko se je spomnila, kaj če se je kje v šoli zamudil in še raje malo počaka. Noge so jo bolele, naslonila se na zid in gledala na okna. Čakala je do poldne. Zvonilo je. Gruče otrok so se spet usule iz šolskega poslopja. Mati je prišla čisto blizu in iskala Jožeta.
Ni ga bilo. Zaskrbelo jo je v srcu. Prestrašila se je, da je zbolel in da jo čaka doma. Pohitela je k njemu na dom. Noge so se tresle. Jože je bil doma. Sedel je za mizo, pred seboj je imel knjigo. Ko je odprla vrata, je takoj vstal in je šel naproti. Vprašala ga je, kdaj je prišel in ali je ni videl. Povedal ji je, da je prišel okoli 11. in da je ni videl. Popoldne sta šla po mestu. Spremljal jo je, ko se je vračala domov. Tiščal se je k njej in jo držal za roko. Pri srcu mu je bilo, da bi se nekam skril in zajokal na glas. Sedaj ga ni bilo več sram. Vsem bi povedal, da je to njegova mati. Zunaj mesta sta se poslovila. Jože se namenil poklekniti, da bi skril glavo v njeno krilo in je povedal, da jo je zatajal. Toda ni pokleknil, ko je bila mati že daleč in zaklical za njo. Mati! Ona se je obrnila, pa je rekla z Bogom. In tako sta se ločila. Jože je prišel domov, sedel v kot na celo in mu je prinesla mati. Obraz se je zakril z rokami in zajokal. Greh je ležal na njegovi duši, in vse solze ga niso mogle sprati. Obe flavtistki bosta v duetu zaigrali še božično pesem. Seveda ne moremo mimo njegove znane skodelice kave, pa ji prisluhnimo. Se spomnite črtice, v kateri Cankar začne pripoved, da je veliko krat v življenju storil krivico, ki ga je ljubil. Ta krivica je dolga leta ležala na njegovem srcu, neizbrisljiva, nepozabljiva. Že veste, o kateri črtici govorim? Seveda, nadaljeval je nekako tako, da bi človek lahko lagal samemu sebi. Da ni tako, a tega se ne da. Pravi, da greh je greh. Pravi tudi, da je srce edini pravičen in nezmotljiv sodnik. Seveda gre za skodelico kave. Pred leti je Cankar prišel domov in tam ostal 3 tedne. Bil je potrt in zlovoljen. Njihovo stanovanje je bilo pusto. Do vseh njih je bilo nekaj težkega in odurnega, kakor vlažna senca. Ivan je nekaj časa spal v izbi, ponoči se je zbujal. Videl je mater, kako je vstala iz postelje ter sedla za mizo. Z rokami si je prikrila obraz. Slišal je njeno ihtenje. Prikril se je z odejo čez glavo, a še v sanjah je slišal njen jok.
Potem se je preselil pod streho v seno. Tja so vodile strme stopnice. Pred vrata si je postavil mizo, na kateri je pisal. Nekoč si zaželel črne kave, ni vedel zakaj. Morda le zato, ker je vedel, da niti za kruh ni bilo, kaj šele za kavo. Mati ga je pogledala z velikim plahim pogledom in mu ni odgovorila. Pusti brez besed se je vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda, kako srečna in vesela sta bila. Kar na lepem je začutil korake po stopnicah. Prišla je mati, stopala je počasi in varno v roki je nesla skodelico kave. Spominjal se je, da nikoli ni bila lepša, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca naravnost materi v oči. Večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Cankar pa se ozrl in rekel z zlomnim glasom: "Pustite me na miru, ne maram zdaj." Mati še ni bila na vrhu stopnic, videl jo je le do pasu. Ko je slišala sinove besede, se ni ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala ga je prestrašeno, luč v njenih očeh je umrla. Cankarju je od sramu stopila kri v glavo. S hitrimi koraki je stopil do nje in rekel: "Dajte, mati!" A je bilo že prepozno. Luči v njenih očeh ni bilo več, smehljala največ na njenih ustnicah. Popil je kavo in se tolažil, da ji bo zvečer rekel tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero je ogoljufal njeno ljubezen. Ni rekel zvečer, ne naslednjega dne, ne ob slovesu. Čez nekaj let mu je v tujini neka tuja ženska prinesla v izbo kavo. Takrat ga je spreletelo, zaskelelo v srcu, tako močno, da bi kriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik, ki ne pozna malenkosti? Res smo se seznanili le z delčkom Cankarjevih del. Spoznali smo, da je živel skromno življenje, kot si ga danes sami težko predstavljamo. Prišli smo do spoznanj, da je v črticah, ki smo jih prebrali, vedno na nek način prizadel svojo mater, kljub temu, da jo je imel neizmerno rad. Spraševali smo se, zakaj. Najbrž je bil jezen, ker je bil večkrat lačen kot sit, ker so imeli drugi več kot on. Ker. A kako vemo, da jo je imel rad? Nikoli ne bi mogel nihče napisati takšnih stvaritev, kot jih je on, spomin svoji ljubi materi. Njev spomin so nastala dela izpod peresa našega največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, na katera so bile ponosne generacije pred nami in bodo ponosne generacije za nami. Komaj čakamo, da odrastemo, da bomo lahko prebrali tudi njegova ostala dela. Hvala vam, gospod Cankar. Hvala tudi vam, dragi obiskovalci, da ste si vzeli čas in ga preživeli z nami ob Cankarjevi besedi. Verjetno se strinjate z mano, da so bili res odlični petošolci, zato pa je tudi zelo zaslužena njihova mentorica Katja Pristošek, ki prosim, da pride sem. Ne samo jaz, tudi moje kolegice, tudi Marija, Mirjana in Ines, tudi ostale. Se strinjam, samih ne poznam tako dobro kot vi. Zdaj pa, ker ste zagotovo otroci, vsaj zelo ženi, ker ste lepo igrali, peli in govorili, vas vabimo sok. Vsem pa želim lep večer, lep december, srečno novo leto. Ja, hvala za vse.
Gre starši, prav.